Vabljeni, da si ogledate oddajo s knjigo. Govorili bomo o finančnem opismenjevanju in če verjamete, da je to veščina, ki bi jo morali osvajati tudi otroci, si jo oglejte. Danes v oddaji s knjigo pa ena zgodba za otroke. In to zgodba, ki poučuje tematiko, s katero se vsi v življenju srečujemo. In sicer detektiva Nik in Eva raziskujeta svet denarja, o finančni pismenosti. Z nami je avtorica Mateja Dovžan Kukič. Lepo pozdravljena. Pozdravljena tudi, Petra. Mateja, napisala si zgodbo z dvema junakoma, preko katere na tak prijeten, lahkoten, igriv način otroci spoznavajo svet denarja. Se pravi, se krepi neka finančna pismenost. Najprej, zakaj si se sploh lotila pisanja take knjige? Odkje vzgib? Ko sem se odločala, kako finančne vsebine in vsebine o denarju približati na otroku zanimiv in razumljiv način, so se v bistvu v meni zbudile vloge, ki jih živim kot starš, kot učiteljica in kot družinska terapevtka. Kot starš si želim, da bi čim več otrok vzpostavilo en zdrav odnos z denarjem, ker to prinaša do odgovornega ravnanja in kasneje v svet odraslosti eno varnost, samozavest, pa tudi samodisciplino, ki jo uspe s tem uriti, ko te veščine osvaja. Kot učiteljica si želim, prav tako tudi moji kolegi v šolskem prostoru, vse več in bolj ugotavljamo, da manjka praktičnih vsebin in finančno opismenjevanje in rokovanje z denarjem je zagotovo ena od teh vsebin, ki so pomembne za kakovostno življenje, za življenje, kjer otrok kot odrasel potem bolj preživi in lepše preživlja svoje življenje, hkrati pa mu to omogoča tudi kontrolo ne samo nad financami, ampak tudi nad svojim lastnim življenjem. Kot terapevtka se pa zelo pogosto srečujem s stiskami, ki so povezane s finančnimi pritiski. Ti vodijo v eksistencialne stiske, pa ne zaradi tega, da bi bili odrasli tako zelo neodgovorni. To bolj vidim v pomanjkanju informacij. Ljudje mogoče premalo vedo ali pa so se kot mlajši premalo naučili o tem, kako rokovati z denarjem, kaj prinaša obresti, kako izgledajo posojila, kaj pravzaprav prinaša kompulzivno, prekomerno zapravljanje, kakšne zadolžitve s tem posledično prinaša, in vse to vodi v ene take stiske, s katerimi ljudje težje shajamo v življenju, in prav zaradi vseh teh stvari je mogoče to ena taka vsebina, ki je pač nujno potrebna. In jaz mislim, da je nujno potrebna, da že pride, da je otrok vsrka že, ko je mlajši. Ker tako, recimo jaz kot učiteljica gledam, mi zelo veliko govorimo o branju. Že majhne otročke vodimo v knjižnico, da bi jim to zlezli pod kožo, da bi rekli, to je pa zelo nujno potrebno, kar seveda tudi je. Ker brez branja ni informacij, brez informacij ni kakovostnega življenja. Pri financah, pri vedenju o denarju je pa prav tako. Jaz mislim, da mora to zlesti v njih, preko vzgoje, preko vsakdanjega življenja, in se te informacije v njih krepiti, nadgrajevati, tako kot ena spirala, tekom življenja, ves čas ene in iste teme, ampak vedno na višjem nivoju poznavanja. Pa si že z otroci govorila o tem, ste že to brali, ste se brali, kako oni to sprejemajo? Jaz, ko sem to knjigo ustvarjala, sem seveda v šoli najprej poskušala raziskovati, kaj jo pravzaprav jih zanima, na kakšen način bi jim približala te vsebine. In sem ugotovila, da otroci izjemno radi govorijo o denarju. Neverjetno jih zanima denar, kam gre,
kako deluje, kako varčevati, kako ga množiti. A ne? V 3. razredu recimo poštevanko obravnavamo in že vemo, da se množijo stvari in denar je ena od takih stvari, ki se množi. In oni se tudi zelo radi o tem pogovarjajo, kajti vedeti nekaj iz odraslega sveta, vedeti nekaj, kar mogoče vedo šele potem, kasneje, ko so odrasli, jaz pa zdaj vem že kot otrok, to prinaša eno veliko samozavest, a ne? In večjo sigurnost potem tudi v odrasli dobi, večja sigurnost je posledica odgovornosti ali pa obratno, in to so pač nujne stvari, ki jih otrok mora vedeti. No in v knjigi si noter tudi dodala izzive, vaje, odkje pa te ideje? Ja. To z otroki. Raziskave kažejo, da otrok že zelo zgodaj vzpostavi odnos do denarja. Kaj pomeni zelo zgodaj? Že ko je majhen, a ne? Otrok v bistvu opazuje svoje starše, kaj doživljajo ob denarju, kako z lahkoto ali pa s težavo ga povlečejo iz denarnice, kako govorijo o denarju, s kakšnimi občutki. In to so vzorci, ki jih otrok posrka vase, a ne? In je potem seveda to odvisno tudi, kako on gleda na te stvari. Zdaj, domače okolje je včasih okolje, kjer se o tem ne govori prav veliko. Mogoče zaradi tega, ker nekateri starši mislijo, da še ni čas, drugi spet ne vedo, kako bi jim približali na njim razumljiv način, tretji pa mogoče tudi sami nimajo dovolj velikega ali pa širokega znanja, da bi jim lahko to približali, a ne? Če smem dodati še četrto. Ja. Jaz sem odrasla v okolju, kjer je pa tudi bilo, o tem se pač ne govori, ne sprašuje. To so stvari, ki so za štirimi stenami. Tako. Ampak potem v šoli, če je človek odprt, kot učitelj sploh, a ne, pa te stvari lahko opaziš, da je zelo privlačna tema in da zelo radi o tem govorijo. In jaz si dam velikokrat priložnost, da se igramo praktično, izkustveno, kjer otrok v bistvu prek svojih doživetij, prek svoje lastne izkušnje prihaja do nekega znanja, in to lastna izkušnja v bistvu je najboljša izkušnja in najboljša popotnica tudi za naprej, a ne. Teoretično je tudi tako, da teorija skozi otroške možgane, racionalne informacije švignejo skozi otroške možgane, ker njihov del možganov, tale prefrontalni korteks, še ni toliko razvit, da bi to vse povezovali, razumeli in dojemajo svet preko občutkov. In če preko igre vlog, preko izkustev doživljajo neke fajn občutke zmagoslavja, neke samodiscipline, ki jim uspeva, ne, da potem so uspešni, pri tem je to zagotovo super popotnica. In Mateja, za koga bi potem rekla, da je idealna ta knjiga? Ker vsi nimajo doma tazga okolja, da bi starš recimo rekel, ja, mi pa moramo veliko narediti za finančno pismenost otrok, žal nimajo vsi te možnosti, ne? Torej, za koga bi potem rekla, da je tale knjiga? Ja, tako kot si prej rekla, tale knjiga je zgodba. Tale knjiga, jaz pravim, ni samo zgodba. Tale knjiga je tudi didaktični pripomoček za vse starše, učitelje, vse odrasle, ki bi radi približali to temo otroku na razumljiv in simpatičen način. Tukaj sta, tako kot si prej rekla, v knjigi sta dva lika, Nik in Eva, in otrok si preko njiju, preko teh glavnih junakov podoživlja te dogodke, podoživlja te informacije, predeluje preko njih in zato v bistvu na nek način veliko lažje ponotranji te informacije. Knjiga ponuja tudi besedišče, finančno besedišče, terminologijo, kjer lahko v bistvu neznane besede lahko pomaga odraslu razložiti otroku, ali pa otrok lahko tudi sam sebi razloži določene pojme, ki so mu neznani. Hkrati pa je tudi zelo pomemben, ker je knjigica se dogaja v okolju, ki je vsakdani. Ni neka neznano okolje, ampak je popolnoma znano. Dogaja se v trgovini,
v banki, doma pri babici. Babica je ves čas ena taka modra oseba, ki nekje iz ozadja ves čas daje tudi modre nasvete. A ne? In poleg tega, tako kot si prej rekla, pa ponuja knjiga tudi en kup dobrih izzivov, ravno zato, da bi lahko vključili tudi družinsko okolje, da bi lahko pomagali tudi tistim staršem in učiteljem, ki tega ne zmorejo ali pa ne znajo na tak način razložiti. To ne pomeni, da oni ne znajo, ampak včasih je jezik otroka mogoče malo drugačen, malo bolj enostaven, pa mogoče na en tak specifičen način ni toliko lahko, a ne, potem v tem jeziku govoriti. In tale knjigica ponuja vse to in pomaga, da pridemo do enih izkušenj, tako starši kot tudi otroci. Ker se pa res zavedamo, tudi splošno, hvala Bogu, se vedno več o tem govori, koliko je pomembna ta finančna pismenost že pri otrokih in potem tudi naprej. Smo pa 1000 knjig donirali v različne šole po Sloveniji. In o tem pa več govora po kratkem odmoru. Danes govorimo o knjigi oziroma o pravljici. Detektiva Nik in Eva raziskujeta svet denarja. Taka čudovita pravljica, ki na igriv način otroke nauči osnov finančne pismenosti. In to pravljico je podprlo podjetje Elementum. Tako da smo več kot 1000 otrokom podarili to pravljico, da imajo neko osnovo, ki jo začnejo s to finančno pismenostjo. In danes je z nami tudi gospod Bojan Pravica, ustanovitelj podjetja Elementum. Lepo dobrodošli. Hvala za povabilo. Prvo vprašanje, zakaj ste se odločili za tak izjemen korak, da podarite 1000 pravljic med naše slovenske otroke? Pravilo, da bogat ni tisti, ki ima, ampak tisti, ki daruje. Zato sem zelo rad podaril, ker imam tudi sam 4 hčerke in jih imam rad in tudi njim podarim, ampak mislim, da imamo dovolj, da lahko podarimo tudi drugim otrokom. Kaj je čudovito dejanje, ker vsakdo tudi nima doma pozitivnih zgledov glede denarja, glede prepričanja o denarju in mislim tudi en tak korak, da se omogoči tudi tistim, ki nimajo dostop do tega. Ja. Gospod Bojan, kje ste se pa vi naučili finančne pismenosti? Naredili ste izjemno podjetje Elementum in v vaših časih, predvidevam, ni bilo takih pravljic pa izobraževanj na temo financ. Kje ste se vi tega naučili? Kot otrok sem odraščal v revščini in zelo močna želja mi je bila seveda, da poskušam, ko odrastem, narediti nekaj več, kot so pa moji starši naredili. Takrat moja mama bolana bila, ni mogla sama ustvarjati. Jaz sem se pa začel iskati informacije, kje na kakšen način lahko ustvarjaš. In 73 leta sem šel v Nemčijo, začel sem se potem po 6 letih, ko sem bil zaposlen v Mercedesu, sem se začel ukvarjati s podjetništvom in področje financ me je zanimalo, to prvo nepremičnine, potem skladi, delnice, zavarovanja, ampak ugotovil sem pa tudi, da ljudje zelo malo vedo o plemenitih kovinah. Zato sem začel poleg ostalih naložb za svoje otroke kupovati tudi plemenite kovine. To je bil prvi prepir s svojo soprogo, zakaj hranilno knjižico sprazniti in vložiti denar v eno kovino, ki ne prinaša nobenih obresti pa nobenih dividend. Katerega leta je bilo to? To je bilo pa že v 80-ih letih. V 80-ih letih. Ampak iniciativa za otroški zaklad se je rodila pri moji najmlajši hčerki Silviji, ker je ona na svojem lastnem primeru zelo dobro ugotovila razliko med slabo obrestovani naložbi na banki in seveda upoštevajoč inflacijo in rast cene plemenitih kovin. Razlika je bila v 25 letih 500%. Izjemno. Ja, ker en del smo v knjigo tudi dodali, da tudi ostali, da sploh vejo, kaj to obstaja, smo tudi dodali eno poglavje plemenitih kovin. Zdaj, vaše podjetje Elementum se ukvarja predvsem s trženjem plemenitih kovin.
ali širše? Mi smo tržili tudi vzajemne sklade za zavarovanje, ampak ne podjetje Elementum, tržili smo za druge podjetja z drugimi podjetji, ampak v tako imenovani trisektorski strategiji, ki je stara 1600 let in jo uporabljajo Rockefellerji in vsi ostali, zelo uspešno, je pa staro pravilo diverzificiraj naložbe, ja, torej en del v nepremičnine, en del v zemljišča, en del v gozdove, ja, drugi del pa v produktivni kapital, v podjetja, v delnice in tako naprej, in seveda tudi denar, tretji del pa v plemenite kovine. In mislim, da Slovenci zelo dobro poznamo, ja, plemenite oziroma nepremičnine in bančne naložbe in sklade, relativno slabo so pa informacije o vlaganju v plemenite kovine. To velja tudi za Nemčijo in Avstrijo in tako naprej. S sabo ste prinesli 3 zelo zanimive zlatnike. Ja. Kaj so ti 3 zlatniki? Prvi zlatnik je tako imenovani Kriegerrand, ki je bil narejen v Južni Afriki 1967. leta in ekvivalentno je koštal takrat nekje 18, preračunano v evre 18 evrov, danes 4200 evrov. Ker vidimo, da je zadeva relativno porasla, ja? Ne zaradi tega, ker je Kriegerrand tako dober oziroma zlato tako dobro, ampak zaradi tega, ker je denar, kupna moč denarja padla. Saj v Jugoslaviji vemo vsi, da smo za dinarje kupovali marke, ker drugače ga je inflacija razvrednotila. Ne? Danes se pa to dogaja tudi pri evru, in to treba upoštevati. Seveda ni primerljivo z jugoslovanskim dinarjem, ampak je treba upoštevati, da je treba v plemenite kovine vsaj en del, mi rečemo, priporočamo tretjino svojega premoženja vlagati. To velja za fizične kot tudi za pravne osebe. Govorimo za podjetja. Je pa to najbolj prodajan zlatnik na svetu? To je najbolj prodan zlatnik na svetu, ja. In zelo zanimiva stvar, ne samo za darilo, ampak tudi kot investicija. Ja. Ampak obstoja še boljše, ne, na področju plemenitih kovin. Pa bom potem povedal. No, tole je nemška marka zlata, ki so jo izdali Nemci pri uvedbi evra 2001, ja, za slovo, ne, za 82 milijonov Nemcev so izdelali samo 2 milijona zlatih mark. Tudi zelo dobra, ja, investicija, čeprav omejena, ampak to je bolj numizmatična zgodba. Ampak tudi Slovenci smo lahko ponosni, ker imamo slovenski tolar, ko je Slovenija 2007 sprejela evro, ne, in je rekla, no, to je pa zdaj najboljša prihodnost, za slovo so pa naredili za 2 milijona Slovencov samo 2500 slovenskih tolarjev. Ker malo nostalgije pogleda ta tolar, ko se že spomnimo. Ja, Gledal. ja, za razliko, da je to bila medalja, ostalo pa niso bile medalje, ker imajo nominalno vrednost, ja, in to se smatra tudi kot denar. Ja. Kaj bi rekli pa na splošno, recimo, ne poznamo še tega področja, ne poznamo dobro financ na splošno, kar obstaja, medtem ko plemenitih kovin pa sploh ne. Kje začeti, kje dobiti informacije, kje se pozanima, da so informacije res kvalitetne, da ni to samo neko prodajna zadeva? Jaz sem 50 let finančni svetovalec in na moje veliko presenečenje sem ugotovil 2006, da v principu premalo vemo o plemenitih kovinah, zato sem se začel intenzivno informirati in sem prišel do spoznanja, da tudi Nemci pa Avstrijci, ja, so relativno finančno nepismeni na področju plemenitih kovin, čeprav je vsaka banka prodajala plemenite kovine. Ampak to predvsem zaradi tega, ker je predvsem zlato imel, bi rekel, nepomembno vlogo, ja, po definiciji bank, zavarovalnic, družb za upravljanje in nepremičninskih, bi rekel, podjetij, zaradi tega, ker je vsak seveda želel forsirati svoje naložbe. Torej, tukaj govorimo o tako imenovanem konfliktu interesov, čeprav je treba razumeti, da diverzifikacija naložb je izredno pomembna
In to je zlato pravilo, ki vedno velja, ne vse dati na enega konja, ampak diverzificiraj riziko, ker vse naložbe imajo svoje prednosti in svoje slabosti. Ja? In prav zaradi tega je diverzifikacija zelo pomembna. Ne? In vedno se postavlja vprašanje, a ti kot investitor slediš varnosti, a slediš likvidnosti, a slediš, bi rekel, donosnosti. Ne? In večina ljudi špekulira na donosnost, ne? Ker imamo dva glavna motiva. Ena je, bi rekel, strah, drugo je pa pohlep. Ne? In pohlep dostikrat prevlada ali pa strah. No, ampak bistvo je, ki ga je treba razumeti, temelj največje finančne varnosti so prav fizične plemenite kovine. Zakaj? Zaradi tega, ker fizične plemenite kovine nimajo izdajatelja. Nima nekoga kot državna obveznica, je država izdajatelj. Občinska obveznica je občina. Ja, podjetniška obveznica je seveda podjetje. Ne? Če govorimo o denarju papirnatem, je spet država. Torej imamo enega izdajatelja in tveganje izdajatelja je lahko v ekstremni situaciji propad cele naložbe. Ja? In zaradi tega je tako pomembno, da imamo en del za worst case, ja? Ali pa tudi za normalno situacijo, diverzifikacijo v plemenitih kovinah. Prav zaradi tega imajo centralne banke vse na svetu, ja, zelo velik delež deviznih rezerv v plemenitih kovinah. Namreč veliko ljudi ne ve, da ima Evropska centralna banka skoraj 50% deviznih rezerv prav v zlatih rezervah. No in začetek tega znanja se začne pa že pri otrocih, tudi s to knjigico, ki ste tako lepo podprli detektiva Nik in Eva raziskujeta svet denarja. Imate plemenite kovine, meni se zdi pa plemenito, da poleg te svoje osnovne dejavnosti opažamo na trgu, da res veliko delate na tem, da širite to finančno pismenost od malih otrok do starejših. Pred vami je bil tudi Peter tukaj in mislim, da to pa za vse skupaj, za cel narod opravljate nekaj res čudovitega in, evo, poudarjam, plemenitega. Hvala lepa za vse. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah, ker mi smo v Nemčiji, v Švici, v Avstriji, v Portugalski, v Španiji, Hrvaški in Sloveniji. Vse posod. Ja. Gospod Bojan Pravica, najlepše vam hvala. Najlepše hvala za povabilo. Ker pa danes v oddaji govorimo o finančni pismenosti, smo povabili pa tudi Petra Slapšaka, predstavnika podjetja Elementum, nam malo več pove, kako smo Slovenci sploh finančno opismeni. Tako da, Peter, Slovenci smo finančno pismeni ali ne, oziroma koliko? Bom izbral rajši diplomatski odgovor in bom rekel, lahko bi bili bolj finančno pismeni. Obstajajo seveda različne raziskave, mednarodne raziskave, kjer nam nekje dajo oceno 2,5 od 5, tako da to gotovo pomeni, da je naša finančna pismenost prenizka, da bi lahko suvereno rekli, da smo finančno pismeni. Kam pa spadamo, če gledamo evropske države, bi lahko rekli, da smo na polovici, vse v redu. Ja, tako nekako, vendar kljub temu smo si v Elementumu zadali en cilj. Želimo si, da Slovenija postane najbolj finančno pismena država na svetu. Zadali smo si še en cilj in to do leta 2030. Smo na dobri poti? Čim, bom rekel, se ocene zboljšuje, smo na dobri poti, seveda. Odlično. To knjigo je namreč podprlo podjetje Elementum, da smo več kot 1000 otrokom lahko podarili to knjigo z namenom, da imajo možnost, da pridejo do teh informacij, da imajo možnost pač razviti finančno pismenost že v zgodnjih letih. Peter, ti tudi predavaš po šolah. Zakaj je to pomembno začeti že pri majhnih otrocih? Ja, res je, v bistvu v teh več kot 20 letih, s katerim se ukvarjam s financami, mislim, da sem imel že več kot 300 predavanj na različnih lokacijah, med drugim tudi v šolah, srednjih šolah, fakultetah. In kaj smo opazili? Se pravi, v prvi fazi smo opazili, da tudi sami, bom rekel, učitelji, profesori imajo relativno pomanjkljivo znanje o financah. Enako imajo v bistvu, rekel, relativno bolj negativna prepričanja o denarju kot ostala populacija. In bom rekel, to je pa potem še motiv več, da poizkušamo, bom rekel, narediti več ne samo pri učiteljih,
v šolstvu, ampak tudi pri učencih oziroma pri najmlajših. Ne? Zgodaj je treba začeti. Zgodaj treba začeti. Negativna prepričanja o denarju. Daj mi prosim kaj več o tem povej, zato ker mi se lahko naučimo tehničnih podatkov, nekih zadev, ampak koliko so pomembna ta prepričanja o denarju? Bom enako povedal kot na predavanju. Probajte si zaključiti stavek, ne? Se pravi v mislih. Kaj najprej pomislite? Denar je. Sveta vladar. Bogati ljudje so. Zdaj pa že odvisno, meni so taki, najbrž so kaj pokradili. Če bi imel denar, bi. Vilo si zgradil. No, evo, in v bistvu ta 3 vprašanja postavim praktično na vsakemu predavanju. Ne? In v bistvu iz odgovorov vidiš, kako ljudje razmišljajo o denarju. In recimo prvi del, denar je sveta vladar, ali pa denar pomeni samo probleme, z denarjem si ne morem kaj pomagati. Ne? Se pravi, tukaj dejansko vidiš, ali pa denar je dobra energija. Ne? Imamo različne odgovore, ampak tukaj vidiš, kako nekdo razmišlja o denarju. Bogati ljudje so, ne? Je res, ja, prva asociacija, zihar so kaj pokradali odkje, ne? Ampak zakaj? Bogati ljudje lahko veliko pomagajo, lahko veliko prispevajo v družbi, lahko nas veliko naučijo o denarju, ne? Se pravi, spet odvisno, kako razmišljaš na to temo. Če bi obogatel, bi. Tukaj tudi imamo veliko različnih in negativnih, imel bi sam probleme, ne vem, kam bi z denarjem, kako bi ga upravljal. Ali pa, če bi imel denar, bi si lahko privoščil stvari, ki sem si jih vedno želel v življenju. Bi lahko mojo družino v bistvu peljal na lokacije, ki jih drugače ne morem. Bi omogočil ljudem, ki nimajo denarja, ne vem, dodatno izobraževanje, boljši življenjski standard. Sprav spet odvisno, kako gledamo na denar, ne? In dejstvo je, na vseh področjih, ne samo pri tem, da če imamo pozitivna prepričanja o nečem, se bomo v tej smeri začeli tudi gibati. Tja bo šla energija in to je pomembno se tega zavedati. No, in glede na to, če je skupina, ki ima mogoče malo bolj negativna prepričanja o denarju, želim tudi to izpostaviti, ne. Velikokrat nismo mi krivi, da imamo negativna prepričanja o denarju, ne. Velikokrat se nam je to v bistvu vlečemo skozi življenje, ker so nas tako mogoče učili starši. Mogoče smo imeli kakšno slabo izkušnjo z denarjem, mogoče je bilo kaj drugega, ampak spet, to je bilo za nazaj, ne? Ni nič narobe, nismo mi krivi, ampak v bistvu dajmo se vprašati od danes naprej, od tega predavanja, od te oddaje naprej, se odločimo, kaj je bolj za nas, da imamo negativna prepričanja o denarju ali pozitivna. In to želimo tudi na mlade generacije prenesti čim prej, kajti prej, ko s tem začneš, bolj boš uspešen v življenju, bolj boš srečen in to srečo boš lahko delil naprej. In namen, bom rekel, te knjige je ravno to, da že pri najmlajših lahko začnemo s to dobro energijo. Pa meni se zdi pomembno, da se sploh začne govoriti, pogovarjati o denarju. Se verjetno za eno knjigo ne bodo zdaj čisto spremenili prepričanja, ampak če govorimo o ljubezni, o rožicah, o naravi kot pomembni elementi življenja, se mi zdi res izjemnega pomena, ko opazujemo za te otroke, ki to preberajo pa obračajo, da sploh se začne ta pogovor, da to je nekaj pomembnega. In kakorkoli obrnemo, čisto vsak od njih se bo srečal v življenju s tem področjem. Vsak izmed nas mora to poznati. Jaz mislim, da tudi te otroci, ki berejo to knjigo, so se že srečali s tem področjem. Ne? Že v bistvu vejo, kaj je denar, kaj je evro, kaj je bankovec, kaj je kovanec, mogoče nekateri vejo, kaj je zlata verižica, kaj je zlatnik, srebrnik. Ne? Mi verjamemo v Elementumu, da znanje prinaša najboljše donose. Ne? In ravno s to knjigo, seveda odvisno, komu predstavljaš to znanje, moraš vedeti tudi na kakšen način. In v bistvu otrokom je potrebno te stvari prikazati skozi igro. Ne? In učenje o denarju lahko zelo lepo didaktično, bom rekel, predstaviš. Ne? Lahko prineseš različne vrste denarja. Na območju Slovenije smo v najinih generacijah smo imeli v bistvu taparodinarje, pa smo imeli tolarje, pa zdaj evre, ne vemo, kaj bo kasneje. No, že samo to lahko prinesemo otrokom, da pokaže in se o tem pogovarjamo.
Potem lahko prinesemo različne srebrnike, zlatnike, ki se tudi zelo lepo svetijo in bom rekel, so težji kot navaden kovanec. Tudi tukaj jih lahko podučimo o denarju, o varčevanju in to v bistvu zelo dobro akceptirajo. Sam imam zdaj 2 sina, ki sta stara 12 let in 15 let in smo se tudi že v bistvu, ki so bili mlajši, pogovarjali o denarju. Ne? In, te verjeli, kako se jim učke zasvetijo, ko dobijo v roko kaj tazga. Ker se veste, otroci hitro vejo, kako starši, bom rekel, delati, da dobijo tisto, kar si želijo. Kaj bi pa rekel tako širše, seveda začeti moramo pri mladih, ne? Ampak kaj bi rekel, da so najbolj omejujoča prepričanja, ki jih imamo Slovenci, da mogoče tudi specifično za to naše okolje? Ja, dobro vprašanje. Ne? V bistvu, mogoče sem tako rekel, sam imam zelo veliko srečo, da v dejavnosti, kjer se ukvarjamo z plemenitimi kovinami, do nas že prihajajo stranke, ki so ustvarili določen del sredstev, denarja, da lahko to razpršijo v plemenite kovine. Ne? In v bistvu ugotavljamo, da oni že imajo večinoma res pozitiven pristop k denarju, k premoženju, ne? In s tem tudi bolj uspešnejše v bistvu s tem upravljajo. Tako da ugotavljam pa lahko predvsem to, ne, da si zelo hitro želimo hitro obogateti. Ne? In ne moramo ali pa nismo potrpežljivi to graditi z neko strategijo, z nekim načrtom. Ne? Kajti dejstvo je, ne, da tudi pri hujšanju, ne, ali pa pri telovadbi, ne, bi hotel hitro shujšati ali pa hitro dobiti mišice, v enem letu bi hotel biti že, ne vem, preteči maraton, ampak če bi gledal v 5-7 letih, ne, kaj lahko narediš, čuda iz sebe. Enako je pri varčevanju. Ne moreš pričakovati, da boš ti v enem letu privarčeval rezervo za tvojo penzijo, recimo, ne, ali pa za stanovanje. Ampak če gledaš 5-7 let, lahko pa v bistvu veliko narediš, tudi z manjšimi zneski in pa tudi na trgih, kjer tečaji nihajo. Tako da jaz mislim, da tukaj je glavna stvar znanje, finančno znanje ali pa znanje o financah, ki pa ni v bistvu bav, to je v bistvu zelo hecen, je par, bom rekel, pomembnih stvari, ki jih je dobro poznati, ampak to se lahko nauči v relativno kratkem času. Peter, absolutno potrdim. Moja prva služba je bilo trženje finančnih produktov, ki mi je bilo tudi ena najtežjih, ampak sem pa pridobila v tistih 5 letih. Danes vidim eno najpomembnejših znanj, ki mi v življenju vsak dan pride prav, in to je res ta neka splošna finančna pismenost, da znamo s tem upravljati, da razumemo, da saj vemo tudi, kam se obrniti po več informacij. Tako da najlepša hvala, da to širite. Mi se pa trudimo, da tudi s knjigam to razširimo malo bolj, še bolj med otroke. Hvala ti. Hvala tudi za vaš trud in za vaš prispevek, tako da dajmo skupaj resnično narediti, da v Sloveniji postanemo v bistvu najbolj finančno pismeni. Da bo 5 od 5, ne? Tako. Idealno. Hvala. Hvala.